Zdaj pa naj bi bil ta trenutek, ko bova šla veslet. Že tako matra ta čovn, klele. Ne vem, sicer čigav je, ampak malo si ga sposodila za kakšno urco. Da jim pokažem, kdo je pravi ribič, klele Norveška, vidim, da so tam je materija. No, bomo videli zdaj. Prvi ribič Norveške, veš, mi pravijo, klele okoli. Znam še nekaj moram ujeti, da potrdim to. Glede na to, da bom vzel dron, GoPro, kamero, telefon, ključe od avta, sem rekel, boš da gre naprej, on probat tole. Ne bi kakšne nagrade za stabilnost dubo, ampak je pa naj bo pa zdržal. Tole zdaj loso se vam vlekali. Aha, bilo fajn. Prvo bomo probali na to vabo, pa imamo pa še črva. Pazi me. Aha, tam. Pa moraš pa vlečiti, pa ona misli, da je riba ki je poškodovana, ki se je svet in pol pograb, če imaš srečo. A se hecaš? Tole je bilo pa koliko minut? Ja, dvakrat sem vrgel, evo je. Prva? Zdaj pa nazaj not. Če bo kakšna večja, se bo splačal na žalbor, tole pa ne. Lepa. Prva in zadnja riba, ne? Tako nekak, lej. To je bilo bolj za občutek. Moje, da je bila tole najmanjša riba na Norveškem. Zdaj sem prepričan. Baba je bila dosti večja od tele ribice. Ne bi si mislil, da bi napadla takole v betino. Kar pogumna riba. Res taka pravlična cesta med temi hribi pa mostovi naj jo pripeljala do tega kraja, ki se imenuje Henningsvær, nekaj takega. Ima pa enega najbolj ikoničnih fuzbal igrišč na svetu. Ja, žoge nažalost nisva sabo prinesla, kar je velik greh, ker kle bi pa tudi jaz fuzbal igral. Kle bi bilo treba dati en gol. Sigurno se spomnite, koliko mi je manjkal dron, zato ker takrat po Ameriki sva ga prodala, ne vem zakaj, zelo neumna odločitev. Zato ker kolikor ti pa dron doda k sami videoprodukciji, vse vidiš iz čist drugega zornega kota, v bistvu iz ptičje perspektive, ki nam kot ljudem ni dostopna. In tu zdajle, na primer, ta stadion, ki gor stojiš, sploh ne vidiš, kaj te obdaja. Šele pol, ko ga dvigneš v zrak, vidiš, da si ti sred morja, pa da si na otoku. Imam pa jaz tega DJI Mavic R2, kar je v bistvu naslednik tistega, ki sva ga kupila v Ameriki.
obliki. Toplo priporočam, da vzamete Flymore Combo, že zato, ker dobiš dodatne propelerje in baterije, ker si enkrat v zraku, bi letel pa letel, ne vem, jaz sploh dol nočem in z eno baterijo nimaš kaj dosti delati. Snema tudi slow motion, do 240 slik na sekundo. Da ne omenjam, da ima HDR snemanje, kar zelo prav pride v takih pogojih. Se pravi, da imaš malo oblačno, malo sončno in imaš nekaj presvetlo, nekaj imaš pa pretemno. Naprimer, da eno funkcijo pokažem in sicer Active Track. Jaz bom označil žeta, pa boš pa ti laufu, dron bo šel pa sam za tabo. Evo in leti za njem. Zbral sem Helix opcijo, kliknem Start in dobiš avtomatiziran takle posnetek. Kako dober, kad dela na mastave. Na Norveškem že od nekdaj večino obmorskih krajev slavi po ribičiji. So pa večinoma hiše v treh barvah, rdeča, bela ali pa rumena. In so pogooglala, včasih je bilo to tako, kot so zdaj avti, statusni simbol. Rdeča je pomenila najnižji sloj, po je bila rumena, bela je bila pa tista prestižna oziroma najdražja barva. So bile pa po večini rdeče hiše za ribiče. Z Anžetom sva opazovala hiše in ima večino hiš direkt pred oknom luč. In sva rekla, to je 100% nekaj vraževerenega ali karkoli. In sva šla pogooglati celo zadevo. In sicer, to izhaja se iz tistih časov, ker niso imeli elektrike in zaradi tega vpliva, ker so oni toliko na severni polobli in ker imajo večino zime temo, tudi čez dan, so v pomoč mornarjem dali sveče tik pred okno, zato da so imeli lažjo orientacijo, ker oni tudi podnev pač niso mogli videti, kje je kopno, kje je morje in zgleda se ta tradicija ohranila. Ful lepo zgleda. Drugače sem pa jaz velik ljubitelj astronomije in bi zdaj rad izkoristil kakšen trenutek, da povem malo več o Severnem siju oziroma o aurori, kot imenuje po rimski boginji jutranje zarje. Najbolj viden je jesen pa spomlad, je pa to sončev veter, se pravi, ko vstop v zemeljsko ozračje reagira in posledično za svet. Ta plazma potuje od sonca, se pravi 150 milijonov kilometrov 2 do 4 dni oziroma z hitrostjo 800 km na sekundo. In zdaj tukaj. Nama svet, a ni noro. Imajo pa drugače tudi drugi planeti v našem osončju severne sije, ker morajo imeti samo svojo magnetne polje pa atmosfero. Že sama vožnja te toliko impresionira, ker so po moje te Lofoten otoki najlepši del Norveške. Če vam imela pa veliko srečo, je pa možnost, da vidiš kakšne orke ali pa kakšne druge kite, ker jih je baje kar dost, ampak nažalost ne moramo iti na noben whale watching tour, zato ker se vse nekaj začne šele januarja ali ne vem kaj, ali pa zaradi korone. Skozi sva planirala, da bova naredila kakšen hike in se nekako ni šlo, ali ni bilo časa, ali je bil pa problem z vremenom. In je zdaj že zgooglil, da greva tele gor. Tele gor greva. Približno uro pa pol, so se pa zdaj vmes v parih letih naredile štenge do gor, ki je bila. Tako da bo bolj tak hike, no, ne bo glih nek full off-road, ampak boje štenge. Hod ti 1 uro po štengah, boš videl pol. Ja, saj res. Se pa vleče ta pot k ponedeljkej. Drugač pa precej strmo, veliko bolj kakšne šmarne gora. Pa imaš kot fotograf ful enih problemov, ne. Naprimer to, da hodiš 1 uro pa pol gor
švicaš kot konj in pa hočeš eno hudo fotko narediti z tega kraja dol in ga je pol v senci, pa pol na soncu. In pol s tako fotko nimaš kaj delati. Ampak to še ne pomeni, ne, da je vse tako hudo, ker se jaz veselim nečesa drugega. Kohar je že pripravljen. Johoj! Zdaj bi lahko kakšen tak b-roll naredili kot Peter McKinnon. Norveška je zelo znana po fjordih, če pa slučajno kdo ni poslušal pri geografiji v 7. razredu, kaj so fjordi, je pa že en fin predavatelj za take zadeve. Tamle en fjord, pa tamle en fjord. Pa tamle en fjord. Pa po celi 1000 kilometrov so sam fjordi. Se pravi, fjord je? Ledeniška dolina. Se pravi, ledenik je čez leta in leta. Milijone in milijone. Milijone let čez te ledene dobe je pač, ko se je premikal proti morju, je pač Ural. Ural. Ja. Ledenik zmeri kot reka teče, Ja. sam pač malo bolj počas. Precej. Ja, in pol take strme stene naredi in to je fjord, v bistvu ledeniška dolina, ki zalije morje. Ledeniške doline imamo tudi v Alpah, samih morje ne zalije in se ne reče fjord. Pač. Ja, pa ni bil tako nedolžen hajk na koncu, ne? Temu, da so bile najprej štenge. In iščem, da se še nekaj oblečem, moram pa reči, da še nikoli v življenju nisem bil toliko pripravljen za hribe, kot sem zdaj. Vsi ste videli, ko smo imeli priprave, ko so šla v Intersport, oblekli so naju od A do Ž. Spodaj sem si dal švic majico, čez pa tole majico s kratkimi rokavi. Zgleda čisto navadna majica, ampak ni, ker je iz merino volne. Pa še eno tako fino jopco za čez. Vse stvari so od McKinleya. Če niste vedeli, McKinley je znamka od Intersporta. Pa še ene par faktov imam, ki zihar niste vedeli, da je Intersport, švicarska veriga prodajaln športno opremo, največja na svetu. Koliko jih imajo? 6000 prodajaln. 6000, ja. V Sloveniji so že več kot 20 let. Zdaj se pa toliko shladili, da si jim dal gor še eno spet McKinley tole bundo, ki pa moram reči, da je super, ker je taka prehodna, lahka, da sem si jo vzel kar v 2 barvah. Že je pa tudi cel v McKinleyju. Pol dava pa čez še tole vetroko in si neprebojan za veter in dež. Da ne omenjam, da imava tudi ruzak McKinley. Pa mimogrede videla sva jih na Ferskih otokih. Ne moram verjeti. Intersportova prodajalna na vrh Severnega morja. Pa po mojem tudi najbolj severno trgovino, ki jo imajo na svetu. In na Nordkapu. Ne moram verjeti. Spustila sva se čist na zahodno, južen, v bistvu na ta zadnji otok vseh teh Lofoten Islands otokov. Je pa zdaj spet ena zanimivost, ta kraj se imenuje A. To je to, nič ne manjka, samo A. Ni pa to navaden A, ampak ima ta A krogec gor. Je pa to zadnja črka v norveški abecedi, kar ima nek smisel, da ta zadnji kraj na teh otokih poimenuješ po zadnji črki. In če bo kdo tukaj, prosim, tagite me. Z veseljem ripostam. Tako kot so Švedi zelo lovsko usmerjeni in tam imaš na vsaki bencinski črpalki naprimer kakšne lovske pripomočke, tako imajo Norvežani med kakšnimi tamponi, zobnimi pastami, vedno boš v vsakem kiosku najdel vabe, ampak te ta velike, 400 gramov. Mi dva so bolj pretekše, no, zaenkrat. To pa je vabetina. Vabetina je, rabiš kar orang ribetino, da zagrati.